Ja, ta trenutek smo v sklepanju novih pogodb za zakup plina in elektrike, osnovnih energentov, ki jih mi potrebujemo za izvajanje naše dejavnosti. In seveda bomo tako kot vedno v preteklosti naredili vse za to, da bodo cene za naše odjemalce čim bolj ugodne, teh je pa seveda kar dost, torej število odjemnih mest oziroma gospodinjstev, ki se ogreva strani javnega podjetja Energetike Maribor je 13.840 in cirka 109 odjemalcev, torej odjemnih mest, ki so ostala, to pomeni gospodarski odjem, gostinski lokali in podobno. Plina je dovolj, to beremo vsi v medijih, bi pa povedal to, da tiste najnižje cene, ki se recimo za mesec naprej, seveda ne veljajo za vse mesece pa za obdobje, ki je pred nami, tako da je pri razumevanju načina zakupa za obdobja pač biti potrebno previden pa pogledati na borzi cene, ki veljajo za obdobja, za katere se povprašuje, in seveda te cene niso tako ugodne kot najbolj ugodna mesečna cena, ki je bila nekje dosežena na borzi. Za nas je izredno pomemben tudi začetek kurilne sezone, za katerega seveda ne vemo, kdaj nastopi. Odstopanje od pogodbe pa seveda za sabo potegnejo, če so seveda preko določenih mej, tudi penale. To pomeni, če bi se hipotetično sezona začela bistveno kasneje in bi mi porabili bistveno manj plina, to za sabo potegne penale in seveda tudi v obratni smeri. To pomeni, če bi bila kurilna sezona oziroma ogrevalna sezona bistveno daljša, z bistveno več porabljenimi količinami, bi tudi zaradi odstopanj to pomenilo enako. Visokotemperaturna toplotna črpalka, to ne gre za klasično toplotno črpalko, kot jih poznamo, gre za dvostopenjsko toplotno črpalko, ki na eni strani črpa vodo iz reke Drave, jo potem uporabimo, imamo seveda cel kup omejitev, okoljsko-tehničnih, to pomeni voda, ki jo zajamemo iz reke Drave, jo ne smemo pohladiti za več kot 4 stopinje, omejeno imamo tudi pretok, moč, ki jo ta toplotna črpalka zagotavlja, oziroma toplota, ki jo bo ta toplotna črpalka generirala, bomo jo uporabljali, seveda, kot že povedano, za diverzifikacijo naših proizvodnih virov, torej če ločimo poslovanje družbe, en del se nanaša na naše prenosno mreže oziroma cevovodno mreže, s katerim upravljamo, torej od črpališč, od toplotnih podpostaj in vsega ostalega, na drugi strani imamo pa proizvodne vire, tu zdaj se pogovarjamo o diverzifikaciji teh proizvodnih virov, nekoč so bili to samo oljni kotli, zdaj imamo opcijo, da bomo postavili na eni strani kotel za lesno biomaso, končana, torej zaključena je investicija, ni še zagnana, visokotemperaturne toplotne črpalke na Lentu,